Dober večer. Dobrodošli vsi, ki nas spremljate, bodisi na Zoomu, bodisi na YouTubu. Nocoj bomo govorili o knjigi Sonin dnevnik, ki je pravkar izšla pri založbi ZRC. In izbira današnjega dne seveda ni naključje. Danes smo 27. januarja. In sicer je danes 76. obletnica osvoboditve taborišča Auschwitz. Auschwitz-Birkenau je bil uničevalno taborišče, kjer sta umrla tudi mama in brat, glavne junakinje oziroma avtorice tega dnevnika. Kot rečeno, je to knjiga, ki je šla pri založbi ZRC. In zdaj bom kar takoj na začetku, potem, ko bom predstavila, najprej bom predstavila vse sogovornike. In sicer je z nami dr. Jaša Drnovšek v vlogi prevajalca in urednika knjige. Knjiga je bila v izvirniku, oziroma ta dnevnik je bil v izvirniku pisan v nemščini. Potem je z nami doktorica Irena Šumi, predavateljica na Visoki šoli za socialno delo, in dr. Oto Lutar, zgodovinar, pisec spremne besede v tej knjigi in direktor znanstveno-raziskovalnega centra SAZO. Jaz sem pa Agata Tomažič in bom ta dogodek oziroma pogovor nocoj povezovala. Če smem, bi v bistvu uvodoma dala besedo kar dr. Oto Lutarju, ki bi ga prosila, če lahko to knjigo umesti v pogojno rečeno zbirko, oziroma imamo še nekaj drugih knjig, ki so tudi na to temo izhajale. Morda bi sam lahko vrstili celo Maus, ampak to je strip in je nekaj drugega. Torej, Oto, prosim za razlago. Hvala in veseli me, da sem lahko danes z vami. Torej, če bi govorili o zbirki, potem bi se morali omejiti na mednarodni projekt, ki smo ga imeli pred kakšnimi 7-8 leti, pri katerem je sodelovala tudi kolegica Irena Šumi, in ki je bil sofinanciran strani Mednarodne zveze za preučevanje antisemitizma in holokavsta z sedežem v Berlinu, kjer nas je zanimalo, kako, kdaj, v kakšnem času, pod kakšnimi pogoji je izginila judovska skupnost v Prekmurju. Na kar se nam je takoj postavilo pod vprašanje, koliko ljudje v tem prostoru o teh dogajanjih vedo, oziroma kaj se pravzaprav učenci in dijaki v šolah učijo o antisemitizmu v holokavstu, in zelo hitro smo ugotovili, da je prevladujoč odgovor, da je to nekaj, kar se je dogajalo daleč stran od Slovenije. To nas je potem podžgalo, da nismo zaključili samo tistega projekta, iz katerega so nastale 3 publikacije, temveč smo bili nekoliko bolj senzibilizirani za druge teme in seveda zelo hitro naleteli tudi na dokaj znano zgodbo otrok iz vile Eme, ki so pa pravzaprav tudi otroci iz Lesnega Brda. To je skupina otrok in mladostnikov, ki so se poskušali preko kraljevine Jugoslavije na začetku leta 1941 rešiti v Grčijo, na Ciper in od tam naprej v Palestino. To je bila ena od poti, preko katere so starši že od druge polovice 30. let skušali vse svoje otroke iz Nemčije in Avstrije spraviti iz Evrope. Torej, ker je bila ta skupina skoraj 1 leto tudi v Sloveniji, severno od Ljubljane, in ker je ta odisejada zelo dobro popisana, smo se potem odločili, da izdamo tudi prevod osnovnega dela, ki ga je napisal Joško Indik, to je oseba, ki je vodila te otroke, skrbela zanje, in na to tudi zato, da prevedemo dnevnik ene od teh deklet, ki so bili v tej skupini. To je knjiga, ki jo je napisal Joško Indik, Joškovi otroci, ki je šla pred 2 letoma.
Letos pa torej Sonjin dnevnik, gre za zapiske Sonje Borus in na tem mestu bi predala besedo kar prevajalcu, Jaši Drnovšku, ki bom zastavila vprašanje, kdo pravzaprav je bila ta gospa oziroma gospodična na začetku najstnica, 14 let je imela, ko je začela to pisati, ime je bilo Sonja Borus, potem se je pa preimenovala v Šošano Harari. Če je, torej, to je to. Mislim, da je to dovolj za izhodišče. Ja, mogoče za neko osnovno predstavo o tem, kdo je Sonja Borus danes. Sonji Borus je danes ime Šošana Harari, živi v Izraelu, v kibucu Ruhama, kjer je, to se mi zdi pomemben podatek, bila tudi njegova soustanoviteljica. Tako da je tam kar precej pomembna oseba in jo tako rekoč vsi poznajo. Zdaj to naselje leži bolj na jugu Izraela, zelo blizu puščave že in dokaj blizu Gaze. Zadnjih nekaj let je Šošana Harari vdova, živi sama in je pri svojih 93 letih še povsem samostojna. Jo pa skoraj vsak konec tedna obišče hči Abigail, to je eden od 4 otrok, ki živi v Tel Avivu, kjer se kot nekdanja glasbenica v zadnjih letih ukvarja z organiziranjem glasbenih festivalov. Zdaj, kolikor mi je znano, bi Abigail, če bi bili časi malo bolj prijazni, z veseljem prišla tudi v Ljubljano. Samo ta podatek še v zvezi z njo trenutno sama pripravlja oziroma v pomoči prevajalcev seveda prvo hebrejsko izdajo, prvo pravo hebrejsko izdajo Sonjinega dnevnika. Ni pa seveda izključeno, da ne bi v Ljubljano prišla tudi sama Šošana Harari, sploh če pogledamo, kje vse se je mudila v zadnjih letih, recimo v zadnjih 5-6 letih. Novembra 2015 je na primer ob izidu Sonjinega dnevnika skupaj z vsemi 4 otroki, z 2 iz Izraela, z enim iz Nizozemske in enim, ki danes živi v ZDA, skratka prišla v Berlin, kjer se je udeležila več dogodkov. Med drugim se je udeležila pogovora z mladimi, ki so ga organizirali spominski center Deutscher Widerstand, se pravi nemški odpor, potem sklad Inge Deutschkron, zelo pomembne osebe, ene morda najbolj znanih pričevalk o holokavstu v nemškem prostoru in od leta 2018 tudi častne meščanke Berlina, in pa sklad podjetja Schwarzkopf, ki si že vrsto let prizadeva za osveščanje mladih o nevarnosti desnega ekstremizma, rasizma in antisemitizma. Poleg tega se je takrat seveda udeležila tudi same predstavitve Sonjinega dnevnika, ki je vključevala branje odlomkov iz knjige. To je bilo leta 2015, leta 2017 se je Šošana Harari znova z vsemi 4 otroki mudila v Berlinu. Tokrat ob odkritju 4 spotikavcev, ki so jih postavili pred njenim nekdanjim domom na Korinerstraße, to je v manjši ulici na začetku okraja Prenzlauer Berg. Njena družina Borus, je tam živela v dvosobnem stanovanju s kuhinjo, kopalnice ni bilo, stranišče je bilo 1 nadstropje nižje, se pravi tipična razporeditev za predvojne delavske večstanovanjske hiše. Ti 4 spotikavci spominjajo na Šošaninega očeta Abrahama,
ki so ga kot Poljaka 13. septembra 1939 deportirali v koncentracijsko taborišče Sachsenhausen, potem na starejšega brata Samuela, ki mu je pri 15 letih uspelo pobegniti na Poljsko in je nato izginil, neznano kje, in pa seveda na Šošanino mamo Bejlo in njenega mlajšega brata Martina, ki so jo 12. januarja 1943 s tako imenovanim 26. Osttransportom deportirali v uničevalno taborišče Auschwitz-Birkenau, kjer so jo verjetno takoj po prihodu zaplinili. Skratka, leta 2017 je bila Šošana Harari znova v Berlinu, potem pa ena njenih zadnjih večjih poti je bila leta 2018, jeseni 2018, ko je prišla, tokrat samo z dvema hčerama, z dvema otrokoma iz Izraela, ko je prišla v Nonantolo pri Modeni, kjer je bila predstavitev italijanskega prevoda, predstavitev italijanske izdaje Soninega dnevnika. Ampak jaz mislim, da glede na njen optimizem in življenjsko energijo in pozitivno usmeritev, ki jo omenja tudi v svojem lastnem predgovoru k tem vrsticam, ki jih je pisala pred 70 leti, zdaj jih ima koliko 93, 94, pa glede na zelo učinkovito izraelsko politiko cepljenja, jaz mislim, da jaz ne bi izključevala tega, da ne bo ona še kdaj prišla v Slovenijo, tako da to je upati, absolutno. Jaša, mogoče samo še par besed o tem, kakšna je pravzaprav zgodba tega dnevnika. Omenili smo že, da je bil pisan oziroma napisan v nemščini, ki je pravzaprav ni bil, je bil v bistvu, ja, je bil materni jezik, ampak je nekako čuden, oziroma se najdejo tudi kakšne skladanske neskladnosti in tako naprej. Predvsem pa me zanima, kdaj je bil izdan, ker ta zvezek je v neki taki, bom rekla, ciklostilni kopiji, je krožil med sorodniki, če se ne motim, če sem si to prav zapomnila, ne? Sam dnevnik oziroma z dnevniškimi zapisi je Sonja začela, ko je bilo 14 let. Prvi dnevniški vnos je datiran 17. decembrom 1941. Zadnji zapis v tem dnevniku pa je datiran z 20. majem 1946. Ta dnevnik je za Hanuko pravzaprav podarila prijateljica Lili Levin, ena od 15 deklet, sopotnic iz Berlina. In v tem dnevniku lahko preberemo tudi posvetilo Lili Levin, v katerem med drugim piše: upam, da ti bo nadomestil, dnevnik namreč, upam, da ti bo nadomestil človeka. Sonja Boros je bila namreč izrazito plahega značaja, zelo težko je navezovala trdnejše vezi z ljudmi, ki so jo obdajali na njeni poti, iz Berlina do Zagreba in potem preko Slovenije in Italije v Švico. In ta dnevnik je bil nekakšna pomoč proti njeni izraziti osamljenosti. Zdaj sam rokopis še vedno hrani avtorica na svojem domu v že prej omenjenem kibucu Ruhama. In res je okoli leta 2010 izšel v zelo butični, bi lahko rekli, izdaji s prevodi v hebrejščino in angleščino in bil namenjen bolj za sorodnike, za prijatelje. Mislim, da je
da je zadeva šla v približno 70 izvodih. Dovoljenje za natis v pravem pomenu besede pa je Sonja, pa je Šošana Harari dala pravzaprav šele takrat, ko je začutila, da ima do samih zapisov, do dnevnika neko določeno distanco. Tako da leta 2014 je izšel nemški izvirnik, kot že prej omenjeno leta 2018 italijanski prevod, zdaj slovenski prevod in v kratkem naj bi šel še prava hebrejska izdaja te knjige. Hvala. To je eden, ne bom rekla eden ogromno teh dnevnikov, ampak nekaj takih dnevnikov obstaja. Vsi poznamo seveda dnevnik Ane Frank, ki je verjetno ga ni otroka oziroma se to ni otroška literatura, no, ampak je najbolj znan. Recimo med Carajevsko vojno nam bližje je bil znan tudi dnevnik Zlate Filipović, ampak ta dnevnik, Sonjin dnevnik Sonje Borus je vse nekaj čisto drugega. Gre za dokaj vsakdanje razglabljanje, ima pa to veliko dokumentarno vrednost. Kakšna je njegova vrednost v zgodovinskem področju, v stroki, pa čisto obče človeška vrednost? Ne vem, vas gledam, doktorica Irena Šumim. Vem, da pa je judovska država spodbujala takoj po koncu druge svetovne vojne, prav da vsi, ki imajo kakšno tako zgodbo, da se čim prej lotijo pisanja. Zato je tudi že omenjeni Joško Indik takoj, ko je prišel v kibuc, sedel k pisanju in je dobil tam 1 mesec ali 2 meseca dopusta, če se ne motim. Torej dnevniki. Ja, ta memoarska literatura je bila po vojni podvržena tudi nekim tako imenovanim tržnim zakonitostim, ne. Dnevnik Ane Frank je promoviral njen preživeli oče. Bile so tudi neki zapleti okrog tega in naprej. Ampak to, kar mislim, da je Sonjin dnevnik, še posebej, če ga usporedimo z zapisom, ki ni bil dnevniški izvirno, ne, oziroma je bil in je bil potem prirejen, Joška Indiga, je predvsem ta primerjava zelo zanimiva in to, kar ta primerjava meni osebno pove, je, da je bila Sonja pač otrok, ne. Da je bila otrok iz zelo ljubeče družine, da se je zavedala ne samo svojih zelo močnih občutkov osamljenosti, kot je povedal Jaša, ampak je v nekem trenutku zapisala tudi, da se zaveda, da bo zaradi vsega tega, kar preživlja, imela neke posledice v kasnejšem življenju. Zapravi, da je imela en tak uvid, enega takega stabilnega otroka, potem so pa vse te prigode z obema fantoma, ki sta ji všeč, Sali pa Leo, pa tako pa. Je pač tako, kot je v puberteti, ne, en teden je super, pol je grozen, pa tako, v teh razmerih. Z Joškom sta bila v zelo dobrih odnosih, ga je zelo cenila. Prijateljice je imela v enaki dinamiki, pač pubertetni, enkrat so si zelo blizu, enkrat si niso, da so skregane, pa tako, ne. To, kar je bilo prej omenjeno, zakaj smo tako presenečeni, ko piše, kako hodi k zobozdravniku, pa v kino, pa to v Ljubljano, ne. Najbrž zato, ker se premalo posvečamo temu kosu zgodovine, okupacije. Italijanska okupacija je tak dvorezna tematika, ker so seveda zlasti v Italiji težnje, da bi se to predstavili kot nek posebej humana okupacija, ne, pa ni bila. Predvsem je bil tale Gracioli, ki je bil tle guverner, je bil grozno zainteresiran, da Jude, naselje, slovenske Jude in begunce, ki jih je bilo vsega skupaj okrog 1500, najprej iz Evrope, iz Poljske, iz Nemčije in naprej, potem pa zlasti iz NDH, da se jih čim prej deportira v notranjo Italijo. Na ta način smo tudi v naših arhivskih dokumentacijah, imamo sledi ljudi
So bili iz Hrvaške, pa so tukaj pustili kakšno sled, ne, recimo, da so kakšno sobo najeli, pa tako. Ampak to so bili ljudje, ki so iskali deportacijo v Italijo, ne, ker je bila to rešitev. Cilj je bil seveda priti nekam do morja in od tam naprej ven iz Evrope. Domači slovenski ljudje so se pa tem internacijam zelo upirali. In so iskali tudi pomoč De la Sema in Eugen Bolafio je bil tukaj lokalni predstavnik, ki je komuniciral z oblastmi in seveda ni nič dosegel. Vsi ljubljanski ljudje so bili internirani, izognili se internaciji samo zelo malo ljudi, ki jih italijanska oblast ni štela za Jude, če so imeli, ne vem, mater za Slovenko ali kakorkoli. Potem se je pa to z nemško okupacijo seveda spremenilo in je prišlo s pomočjo domobranske policije pod Lovrom Hacinom do deportacij v najrazličnejša taborišča. Tako da italijanska okupacija je bila po eni strani seveda ni gojila enakih uničevalnih načrtov do Judov, vendar je bil Grazioli zelo osebno zainteresiran za te internacije, ker se je bal predvsem partizanskega gibanja in ljudje, slovenski ljudje in seveda begunci v italijanski pokrajini, ljubljanski pokrajini so zelo simpatizirali s tem uporom. V tem piše Indik, ki je imel srečanja z partizanskimi komandirji, ki so bili več ali manj zelo naklonjeni, ne, so jim nekako pomagali in do tega premika iz Lesnega Brda v Italijo, v Nonantolo je prišlo ravno zaradi okrepitve partizanskega odpora, ne, ker ni bilo več varno zaradi bojev, ki so potekali. Tako da vprašanje kaj je pričevalnost, je zelo dragocena, ker kaže na to, da so imeli te otroci tudi zelo organizirane stike s slovenskim prebivalstvom, ne prav ta njen prijatelj, eden od teh dveh fantov, se je izučil za peka oziroma je hodil k nekemu peku na Vrhnko kot vajenc, k zobozdravniku so hodili, se pravi, da so imeli neko v opero. V opero so šli, ja, Madame Butterfly, ne, so šli. Ja. To so bili nek taki približki normalnosti in vendarle so bili kot skupina nadzorovani in so načelno so morali slej ko prej oditi v notranjo Italijo. Ta režim internacije seveda ni bil nič rožnatega, okrog 6000 ljudi mislim, da je pomrl, ne? Ampak bila so pa te zbirna taborišča, so bila vse povsod po celi Italiji, od Milana pa dol do Napolija, pri tem, da so moške ponovadi nastanili v kakšnih v zapuščenih fabrikah ali takih večjih ostalinah, ne? Ženske in otroke so pa kar po družinah lokalnih naseljevali. Seveda v trenutku, ko je Italija kapitulirala in je prišlo do nemške zasedbe, so se stvari grozljivo zaostrile, tako da tudi nekateri ljubljanski Judje se niso vrnili, ker so bili deportirani direktno iz Italije. Nekateri so se rešili v Švico zlasti, ali pa so se nekako prebili do morja v Španiji ali pa na Portugalskem in so potem lahko sledimo jim, ne, da so pa čez par mesecev prispeli v New York in od tam naprej, kamor so pač šli, nekateri v Kanado, nekateri v Izrael in tako naprej. Ne. In to je v bistvu tudi vsi Joškovi otroci oziroma otroci iz te skupine z Lesnega Brda oziroma iz Nonantola, iz Vile Eme, ki jim je potem uspel prebegati čez Švico do Palestine, so se vsi uspešno rešili, kar je pravzaprav ena taka prijetna lastnost tega branja vseh teh knjig, ker človek ve vsaj, da nasprotju z Ano Frank, da se dobro končani. Ampak če se smem samo še za trenutek povrniti k temu, omenili ste pač ta komercialni vidik, zaradi katerega je dnevnik Ane Frank postal tako uspešen in tega gospoda Franka, ki je preživel edini. A s tem namigujete nekako na to, da je bil dnevnik Ane Frank, ki v resnici v primerjavi z Soninim dnevnikom, ki je res zelo prostodušno in
preprosto napisan, ampak kdo smo mi, da smemo soditi o tem. A to pomeni, da bi mogoče dnevnik Ane Frank nekoliko dopolnjen? Ne, jaz mislim, da ne, pač pa je bila to ena od antisemitskih zgodb, ki so krožile, ne vem, že v 80-ih letih, ko je bil gospod še živ in tako. Mislim, da ne. Ona je bila, Ana Frank jo doživljamo kot zelo ekstrovertno, zapisala je nekje, da bo na vsak način slavna. Mislim, je imela neko vizijo, sanjala je v filmski karieri, jaz sem še videla njen muzej, oziroma muzej, ki je zdaj menda zaprt, ker je propadajo vse reči zaradi toliko obiskovalcev. Imela je nad poslov nalimanega Humphreyja Bogarta, kar je grozno, ker sem jaz kot najstnica še vedno doživela oboževanje Humphreyja Bogarta. Sprav, da je to na poseben način pretresljiv. Na drugi strani je bila pa, ko je pisala dnevnik, še vedno doma, pri družini, čeprav je bilo grozno. Sonja je pa na drugi strani imela za sabo že grozovito begunsko izkušnjo. Jaz občudujem dejstvo, da je se tako dobro samo opazovala, glede na to, da je bila otrok, s tako izkušnjo, da je očeta izgubila, ki se ga nenehno spominja, na način očeta in kako hrepeni po materinih pismih, ki samo včasih pridejo, in te reči. Mislim, da sta oba dnevnika zelo pomembna. Zelo pomembna v resnici. Pač kažete razpon teh usod otrok, ki so pač take, kot so bile. Torej, omenili ste 80. leta, da se je takrat v tistem času se začele neke te antisemitske namigovanja pojavljati, da je to ponarejeno, mora biti ta dnevnik Ane Frank. In zdaj tebi sprašujem, Oto, a lahko že takrat začnemo govoriti o zanikovalcih holokausta? To je nekaj, priznam, česar meni ni bilo znano kar dolg časa, zdaj pa mislim, da je to ena že zelo razširjena praksa in to je absolutno ne samo obsojanja vredno, ampak popolnoma neverjetno, mislim. To je skoraj za usporediti z ljudmi, ki menijo, da je zemlja ravna, ampak vseeno. Kdaj se je to začelo in kako, da smo tako globoko zabredli pravzaprav? Ja, zdaj prvih 20-25 let prevladuje okoli tega precejšen molk. Molk žrtev na eni strani in molk storilcev. Žrtve niso govorile o tem zaradi tega, ker je bila izkušnja preveč boleča ali ker jih je bilo strah, tudi če so se rešili v Veliko Britanijo in Združene države, v 40-50 letih niso na veliko govorili o tem, zaradi tega, ker je bil nacizem v Ameriki pred začetkom druge svetovne vojne precej močan. In po tej izkušnji jim nihče ni mogel zagotoviti in okoliščine niso bile optimistične, da bi oni o tem prav veliko govorili. In kot rečeno travma, in to zelo lepo opiše Spiegelman v stripu, kjer pač opiše samomor njegove mame. Storilci na drugi strani so pa bili previdni zaradi Nürnberškega procesa, ker je bilo jasno, da pač te lahko za to obesijo ali zaprejo, oziroma še bolj signifikanten je frankfurtski proces, ki je žal malo manj znan, kjer so pa nemške sodne oblasti procesirale svoje zločince in jih prav tako zaprle na dolga leta. In pa seveda potem pride Mossad na vrsto, ko začne operirati po vseh delih sveta, in ko Eichmanna pripeljejo v Izrael, se noben ni čutil precej varnega in čutil veselja do tem, da bi tematiziral to, kaj šele, da bi zanikal ta zločin. Stvari se začnejo obračati v poznih 70-ih letih, zdaj bom telegrafsko šel od Roberta Furisona, to je bil univerzitetni profesor iz Lyona, ki je napisal ti znameniti članek v Le Monde, problem z plinskimi celicami. Češ,
nekdo je šel v taborišče in tam ni nobene plinske celice zasledil, nobenih krematorijev. Ne? Torej, ali ta odsotnost tega lahko govori o tem, da to mogoče ni res. Ne? In takrat se je sprožila predvsem v Franciji huda polemika. Ne? Zdaj, komunisti in socialisti so seveda ga takoj napadli. Zanimivo, da je Noam Chomsky branil pravico do govora, ne, tega istega človeka, sicer to potem kasneje preklical. Torej, takrat se tudi rodi beseda negacionizem. In če skočimo naprej v 80. leta, srečamo sredi desetletja zelo hud spor zgodovinarjev oziroma tako imenovanih historiker, štrajk, ki ga je sprožil zopet en univerzitetni profesor, ki je trdil, da je treba se posvetiti pa tudi žrtvam na nemški strani oziroma da moramo tematizirati tudi trpljenje nemških vojakov na frontah in seveda civilnega prebivalstva po mestih, kar je seveda treba upoštevati, ne? Ampak gre za vprašanje kronologije, kot vedno, to srečamo tudi kasneje pri nas. In seveda potem v 90-ih letih ta znameniti sodni proces, kjer je znani revizionist in negacionist David Irving tožil Debro Lipstadt, češ, da ga je napadla in obtožila negacionizma. Ne? Češ, to sploh ni res, zaradi tega, ker nekatere stvari, o katerih on dvomi, so res za dvomiti. No, in zanimivost iz tega procesa je ta, da je njo zagovarjala odvetniška firma iz Londona, ki je izposlovala tudi dosti ugodne ločitvene pogoje od princese Diane, od Charlesa. Skratka, to govori o tem, da so se takrat odločili, da bojo investirali vse, denar in čas in organizacijo, ker je dejansko ta proces bil zelo odmeven, ne? In če bi morebiti zmagal Irving, ne, bi to seveda spodbudilo. No, v prostorih, kot je slovenski, verjetno tudi zaradi socializma, v to se ne bi zdaj spuščal, skratka, nismo naleteli, razen seveda tega klasičnega religioznega antisemitizma in vsega, kar je iz tega izviralo, vsakdanjega antisemitizma, ne? In pa seveda razlaščanja Judov njihovega premoženja, ki je prav tako zelo, zelo problematično, ampak takšnih polemik oziroma izjav, ne, da tega ni bilo in da je to vprašljivo, ne srečamo, oziroma tudi nobenih aktov ne srečamo do konca 80-ih oziroma do začetka 90-ih, trenutku, ko se Slovenija osamosvoji. Ena prvih stvari je ta, da grejo ljudje na Ljubljanske Žale in pomalajo judovsko pokopališče oziroma vse spomenike z kljukastimi križi. In takrat nekateri slovenski sociologi in sociologi govorijo, da gre za importiran antisemitizem, ne? Češ, da to je nekaj, kar pri nas ni domače oziroma ni lastno, da gre za huliganizem. Ne? Piše tudi v zapisniku tega policijskega raziskovanja, recimo. Torej, od tu naprej se seveda stvari samo še poslabšajo. Ne? Tako da pridemo potem do Bernarda Brščiča, ne? Ki pač veselo razlaga, da pravzaprav so ljudje različni, ne? In da je treba pa Nemce vendarle razumeti, ne? Saj so jih Judje domala kolonizirali, saj so vse dobre službe in urbana središča in vzvode moči in medije, vse so oni kontrolirali in organizirali in kako da se ne bi potem Nemci temu odprli. Ampak kako pa ti ljudje, negacionisti v Sloveniji, recimo, kako si pa oni razlagajo, to me je od nekdaj zanimalo, dejstvo, da pravzaprav tudi mi, kot Slovani, sodimo med te manj vredne rase, katerih predstavniki so v velikih številih končali v delovnih in uničevalnih taboriščih in ki v bistvu v nacionalsocialistični ideologiji veljajo za manj vredne. To se mi zdelo, ampak to verjetno ni pomislek, s katerim bi se več kot toliko obremenjevali. Mislim, problem s negacionisti in sploh s temi revizionisti je tem, da so hkrati fascinirani in hkrati sovražijo. Mi imamo predsednika vlade, ta hip, ne, ki je jako fasciniran nad dobro organizacijo v Izraelu, nad vojaško strukturo, nad Mossadom in vsem tem, ne. Po drugi strani pa vemo, da zagovarja revizijo slovenskega zgodovine v drugi svetovni vojni.
Torej, kako je mogoče? Mogoče je zaradi tega, ker ljudje, ki na ta način razumejo preteklost, kar pomeni, da jo instrumentalizirajo, da se ne ozirajo na argumente, da se ne organizirajo na vzročnost, na kontekstualizacijo, na primerjave v drugih sosednjih prostorih, ker jim ni treba. Koliko je pa naše dojemanje preteklosti povezano z tem, koliko je še teh ljudi živih? Recimo, omenili smo, da je Shoshana Harari pravzaprav ena redkih predstavnic preživelih holokausta, oziroma ona ni bila sicer v taborišču, ampak vseeno je pa bila priča teh zgodovinskih dogodkov pri svojih 94-ih. Enako velja recimo za Borisa Pahorja, ki tudi govori, da živi za to, da govori in da svari pred tem, kar se ne bi smeli ponoviti. Kaj bomo pa potem, ko bojo vsi ti ljudje umrli? To je pa vprašanje za vse v bistvu. Mislim, več o tem gotovo ve Irena, ampak samo če omenim Spielbergovo fundacijo, Shoah Foundation, ta hip ima nekaj čez 55,000 pričevanj, vsi poznamo zgodbo, posnel je film, ves denar investiral v to in zanimivo, da so ljudi, Jude, tako imenovane slovenske Jude, intervjuirali novinarji iz Hrvaške. Mi imamo tam v tej zbirki, mislim, da med 12 in 18 teh tako imenovanih odprtih intervjujev. Ja, ostali nam bojo posnetki, naj si bo audio posnetki ali pa potem kasneje, kar se tiče Shoah Foundation in nekaterih drugih, seveda organizacij, ki so to počele. Nam najbližji in po moje najbolj učinkovit je muzej v Mauthausenu, kjer je pa tudi že video zraven. In tam so pričevanja taka, da res se človek zjoče, ko tisto gleda in posluša. Skratka, ostale nam bojo priče na ekranu, ki pa so seveda zelo pomembne in zdaj dostopne. Ja, o tej reči poteka taka ogromna debata, da se pač bliža čas, ko pričevalcev ne bo več. In kaj storiti? O tem so že cele knjige napisane, ampak to, kar prihaja v ospredje, sta dve stvari. Najprej, da je treba ponovno razvideti, kako se holokaust poučuje, zlasti med zelo mladimi ljudmi. Ker smo opazili, da tukaj prvič pride do nasprotovanj med nacionalnimi zgodbami, da so tukaj zgodbe, ki so še v Evropi popolnoma neznane ali pa potisnjene, naprimer Severna Afrika, kjer se je holokaust nad Judi odvil pravzaprav nič drugače kot v Evropi, da imamo problem z epizodnim poučevanjem, kjer se nekako natakne neko ime na neko veliko epizodo in potem ni organskih povezav med stvarmi, ki potekajo relativno sočasno. Tudi v nekem konzervativnem delu preučevanja holokausta se avtorji in avtorice grozno branijo kakršnekoli kontekstualizacije z kolonializmom. In z dejstvom, da je Hitlerjeva politika takoj po kristalni noči šla v grozno diplomatsko ofenzivo in je zahtevala od Francije in Britanije kolonije, ki jih te seveda niso hoteli dati, ko je nastala tudi cela genocidna fantazija o preselitvi Judov na Madagaskar. Skratka, potem so pa pač širjenje tako imenovanega življenjskega prostora izvedli sredi Evrope. In to, kar je bilo prej rečeno, zakaj desničarji celo pri nas, pri tem, da je imela Slovenija in Jugoslavija take grozovite civilne žrtve in toliko deportiranih, nekako to zgodovino zdaj sprevračajo in rehabilitirajo. Zato, ker holokaust je v resnici v nobenem smislu ni uničil antisemitizma. Antisemitizem je holokaust preživel živ in zdrav. Na drugi strani procesi, ki pa so izvirali iz te izkušnje grozovitega genocida na evropskih tleh, je pa konec kolonializma, na primer.
v tistem trenutku, seveda je bilo stvar zavita v 1000 drugih argumentacij in linij mišljenja, ampak v resnici je bil nasledek tega grozovitega genocida sredi Evrope spoznanje, da je kolonializem umrl, zato ker je nemogoče ga zagovarjati s pričo dejstev. Zato govorimo o tem, da je treba začeti govoriti o sprejemanju zgodovine in preprečevati to, o čemer Amerikanci rečejo weaponizacija. V zvezi s tem se na primer mednarodne organizacije, vključno z Evropsko unijo, seveda povezujejo, da bi nekako zelo ostro nastopili proti antisemitizmu, kar nažalost v tem trenutku ni najbolj pametno zastavljeno v tem smislu, da se tukaj antiizraelizem meša z antisemitizmom. Ampak cilj tega je sprejemanje zgodovine in preprečevanje teh izmišljanj alternativnih zgodovin, ki se jih potem oboroži, zlasti seveda zato, da se seje bipolaren konflikt v nacionalnih okvirih. Kaj pa še bomo pa poročali, ko bo kaj novega. Ja, imam tudi eno vprašanje, potem še malo pozneje pripravljeno za vas, mogoče bi zdaj Jašo vprašala, kot prevajalca, ki se je najbolj poglabljal v to knjigo, se ti zdi, da je to primerno orožje za preprečevanje antisemitov oziroma za odvračanje antisemitizma, ali je to bolj čtivo za prepričanje? Ne vem, zakaj bi bilo to čtivo za prepričane. Mogoče bi nadaljeval tam, kjer je ostala Irena, ko je bilo govora o dnevniku Ane Frank in Soninem dnevniku. Mislim, da mogoče niti ni primerno, da bi se primerjalo to vrstna dela. V tem Irena je nekaj povedala o dnevniku Ane Frank, o ozadju. Pri Soninem dnevniku imamo opravka s povsem drugimi okoliščinami, tudi zunanjimi. Vemo, da je Sonja Boros izhajala iz povsem drugačnega okolja, iz družine, iz zelo preproste delavske družine. Skratka, že tukaj so neke razlike, zaradi katerih mogoče res ni smiselno, da se to vrstna dela, če tudi so si seveda na neki ravni podobna, da se jih primerja in da so vsa to vrstna dela enako dragocena, ker skupno tem delom je, da so in ostajajo trajna. In ta trajnost je nekaj, kar ima zelo visoko vrednost. Kaj pa, če si že omenil, družina Borus je bila preprosta, oni so tudi živeli v tem delu Berlina v primerjavi z družino Frank, ki so bili trgovci in to kar premožni trgovci. Družina Borus je pa živela v tem tudi manj uglednem delu Berlina in tudi pravzaprav oni so bili z Poljske, oziroma potem, ko sem brala to spremno besedo profesora Vojta, ta nemščina ni popolna. Kakšno si jo pa ti doživljal, Jaša, kot prevajalec? Meni se je zdel prevod zanimiv, ker je zelo preprost. Besedišče je, se mi zdi, ne vem, 300-400 besed, ampak to je mojstrsko, da tako prevede človek, se mi zdi. Mislim, meni se je po prevodu Joškovih otrok, ki je bil izziv zlasti iz terminološkega vidika, in tukaj bi se rad zahvalil Ireni za njeno pomoč. Skratka, po prevodu Joškovih otrok se mi je zdelo, da s prevajanjem Sonjinega dnevnika res ne bi smelo biti kakšnih večjih težav. Osnovna zgodba je bila znana, terminološke zagate s hebrejskimi izrazi so bile bolj ali manj razrešene in, kot si omenila, jezik zelo, zelo preprost. Pozneje, ob začetku prevajanja, se je
izkazalo, da je stvar veliko bolj zapletena, ker jezik v dnevniku ni samo preprost, ampak v njem mrgoli napak in nerodnosti, pravopisnih, slovničnih in zlasti slogovnih. Poleg tega ta jezik ni ves čas enak, ampak slogovno zelo niha. Včasih so stavki zelo kratki, tako kratki, kot da bi se avtorica šele učila pisati, drugič so daljši, čeprav pomensko spet ne nujno konsistentni. In na tem mestu se je zastavilo zelo načelno vprašanje, ali bi morali besedilo, se pravi takšno besedilo, v prevodu kakorkoli izboljševati, ali bi ga morali piliti, ali pa ga v čim večji meri ohraniti takšno, kot pač je. In ker gre za pričevansko literaturo, kjer estetski vidik, kaj šele estetski užitek, ni in ne more biti v ospredju, sem se seveda odločil za to drugo možnost. Poleg tega pa se mi je zdelo, da prav slog tega dnevnika močno odseva zelo pogosto spreminjajoče se stanje avtoričinega duha. Skratka, medtem ko sem pravopisne napake, v glavnem je šlo za vejice, in pa slovnične napake, tukaj je šlo v glavnem za napake pri sklanjanju, Sonja ves čas, se pravi, ne samo na začetku, ko je stara 14 let, ampak tudi pozneje, v naslednjih letih, ves čas iz ne povsem znanega in pojasnenega razloga zamenjuje tretji in četrti sklon. Ampak to je napaka nekoga, ki to ni njegov materni jezik, a ni, ali samo tam, ne vem. Mislim, ona hebrejščino se je pol učila, oziroma se je učila skupaj, so se v kvoca učili to, ne, se to bomo pa še te terminološke zagate. Njen materni jezik je bil pravzaprav nemščina. Zdaj, kakšna nemščina je to bila, ne vemo. Ni informacije, da bi starši z njo govorili poljsko, recimo. V šolo, kamor je hodila, so bili učitelji, skratka, pouk je potekal v nemščini. Tako da to je bila ena zagata, ki pa v nemščini seveda ni tako, ne bode toliko oči, kot če v nemščini zamenjaš, ponavadi gre samo za zamenjavo določenega člena in se spremeni samo ena črka, M se spremeni v N oziroma obratno. Če bi v slovenščini zamenjevali tretji sklon s četrtim sklonom, bi bilo to verjetno precej težje berljivo. Skratka, pri prevajanju so se neke slogovne izboljšave zdele dopustne samo takrat, ko bi imel bralec pri razumevanju težave ali pa bi se med branjem po nepotrebnem ustavljal. Mogoče bi se na tem mestu posebej zahvalil Heleni Dobrovoljc za izjemno delo, za izjemno rahločuten jezikovni pregled, ki je pač upošteval, da pri pisanju tega dnevnika ni šlo za vajo v slogu ali za nekakšen hobi, temveč dobesedno za reševanje lastnega življenja. Tako je, ja, in doktorica Helena Dobrovoljc je resnično že pri Jožkovih otrokih je veliko dela opravila, ker je tam, kot si omenil Jaša, tudi sta res urala ledino, ker sta se v prvo spopadala s temi različnimi termini, oziroma večinoma gre za pravzaprav prevzete besede iz hebrejščine. Tudi v tej knjigi je glosar hebrejskih in judovskih pojmov ter mening organizacij in tega je kar nekaj. Mogoče je zdaj pravi trenutek, da rečemo še kaj o cionizmu. Namreč ti Jožkovi otroci niso bili katerikoli otroci, ampak je šlo za
otroke, ki so potovali pod okriljem organizacije Hašomer Hocair, se pravičujem, če sem narobe to povedala, verjetno sem in naglasila, ampak gre za pravzaprav kar dokaj, se mi zdi, trdo zastavljen okvir, tudi ko so potovali, meni je to, mislim, ko so bivali, so imeli neke, tako kot neke celice, to so kvuca, potem so vsak neki redni pogovori, siha oziroma sihotje, množina ali kako. Meni je to kar malo spreletavalo, ker se mi je zdelo tako zelo ideološko, pa zelo neka prisila, no, za otroke, ampak mogoče se motim, kaj gre na enoto, kaj bi lahko o tem povedala. Vse je bilo, otroke, mislim, Jožko in cela organizacija, kjer je bila odločilna tale Reha, Frer, so bili socialisti in so bili cionisti. In so takrat imeli zglede pedagoške, recimo, ki so nam do danes znani, recimo ta ukrajinsko-ruski izgled, Makarenka, ki je vodil take otroške kolonije z sirotami in podobno. So zelo resno mislili in kot Sonja sama pravi, je ta struktura zelo pomagala. Na več koncih v dnevniku zapiše, da je ta rutina in ta struktura in ta pogovarjanja o prihodnosti, da so ji sila pomagala. Se pravi, danes bi z orodjarno pedopsihološko, kakršno imamo, najbrž se slabše odrezali z tako ogromno skupino, koliko je bilo 80 približno otrok, iz tako različnih krajev, iz različnih okolij, z različnimi travmami. Bog ve, če bi bili enako uspešni, kot je bil Jožko, ki je bil še sam mulc, je bil še mladenič takrat pravzaprav. Ja, 21, koliko je bil star 22. Ja, mlad, zares mlad in je prevzel tako grozno odgovornost. Ti otroci so šolali v bistvu, niso izgubili niti dneva pouka, se mi zdi. Naučila se je Sonja, kot pravi, tudi angleščino, ne samo hebrejščino, pri tem, da je treba računati, da je obredno oziroma biblijsko hebrejščino obvladala od doma, da so doma starši menda poljsko govorili ali vsaj starejšimi otroci, tako da je rasla v takem tipičnem Babelu ali Babilonu, rečemo, in da je bila 14 let stara in je zamenjevala 2 sklona, se meni sploh ne zdi grozna pregreha, zlasti, če danes gledamo, kako naša oblast sije svojo slovnico po Twitterju in drugih socialnih medijih. Tako da, absolutno, ta disciplina je bila pa stvar cionističnega socializma, ki so ga zelo resno mislili in recimo naš nedavno umrli, preživeli iz Lendave, naš Joel Šahor, je bil do zadnjega dne socialist, ker so ga jugoslovanski politični zaporniki rešili, ker so ga pod ograjo zvlekli k sebi iz judovskega dela taborišča v politični del in je zato preživel. In je bil vse življenje na grozo svoje žene, Rahel je bil, kadar je mogel, je šel domov v kibuc. Ker se je pa žena uprla, da ne bo tam otrok imela in familije in sta pol šla z kibuca. Rahel je še živa, Joel je pa umrl v visoki starosti, skoraj 90 let star. Ne s Sonjo Borus sicer, oziroma Šošano, čeprav, ne sicer z njo, ampak z drugimi dekleti iz te skupine Jožkovih otrok, je pa povezana tudi zgodba slovenskega pravičnika med narodi Uroša Žuna. A bi mogoče še o tem kaj povedal, ker mene recimo pri tej zgodbi blazno ganilo to, da si on delil sodo velike večine preživelih, ki so po drugi svetovni vojni v bistvu tudi pod novo oblastjo obveljali za vsaj sumljive, če nekaj drugega. To je tale knjiga, ki je že par let med nami v slovenščini in angleščini, tale slučajno angleška izdaja. Seveda je potrebna v bližnji prihodnosti nove izdaje, ker smo medtem dobili 8 novih pravičnih,
v zgodbah, ki so tukaj dokumentirane že v tej izdaji. Seveda imamo zdaj veliko več podatkov in tako naprej. Uroš Žun je bil je seveda zelo nastradal, zaradi tega takrat so v veljavo prišli jugoslovanski migracijski zakoni, ki so bili zelo seveda naklonjeni ne samo Hitlerjevemu režimu, ampak to je bilo že po Anšlusu, ampak so tudi, imajo celo vrsto členov o možnih beguncih iz Španije. Se pravi, da so bili zelo so imeli v mislih te takrat prijateljske režime, ne. In so Uroš Žun je potem moral s familijo pobegniti, potem po vojni je bil v Trstu dolga leta, nazadnje je bil tukaj, družina mu je razpadla, razšla in je precej mlad umrl. Ampak vendarle je naš drugi preživeli, Tomaž Zajc, bil še njegov učenec tukajle na Srednji tehnični šoli v Ljubljani, ja, kjer je Uroš Žun potem poučeval. Tako da, ja, seveda ta uvod v Sonjin dnevnik, te epizode, teh deklet, te skupine deklic, s katerimi je tudi Sonja prišla v Jugoslavijo, ne omenja, ne. Uroš Žun jim je proti veljavni zakonodaji podpisal dovolilnico za vstop v državo in potem je stvari v svoje roke vzel Marko Rozner, ki jih je nastanil v Mariboru, tam so počakali kakšen teden ali dva, potem jim je taksi zrihtal, da jih je odpeljal v Zagreb, tam so jih pa potem Joško pa Reha so jih prevzeli in Sonja je bila prav v tej skupini. Ja. Tako da ja, zdaj je vsak razlog, da imajo te knjige tako enotno likovno podobo in da so neka serija. Kaj se še pripravlja zdaj, Oto? Kot je povedala Irena, moramo nujno dopolniti te biografije pravičnih. S tem že malo zamujamo, ampak glede na to, da to delamo ob ostalih projektih, do neke mere razumljivo. V delu imamo tudi roman zelo znane avtorice Mirjam Wieser-Steiner, ki je pri 24 emigrirala v Izrael, potem dolgo leta delala v centru Yad Vashem. In najbolj zaslužna, da imamo te biografije raziskane do te mere, kot jih imamo. Pri njenem delu pa ne gre za neko dokumentirano delo, temveč za literariziran opis nekega obdobja. In upamo, da bomo do srede leta ta rokopis uredili na ta način, da ga bomo lahko izdali. Gre pa čisto za en drug aspekt, ki je prav tako zelo zanimiv, ker namreč v tem romanu, neke vrste Bildungsroman je, ona opisuje tisti čas v 60-ih v Ljubljani, kako je bilo judovskemu dekletu živeti, v kakšnih krogih se je gibala, neke literarne osebe od Daneta Zajca naprej tam nastopajo. Skratka, težko rečem, da to sodi v to serijo, je pa nek popolnoma drug zorni kot in morda bo to za koga še bolj zanimivo. Hvala. Medtem smo prejeli tudi en odziv od gospe, ki nas je poslušala, ki pravi: dragoceno razmišljanje, ki pomaga razumeti ta čas. Knjige, ki jih uporabljamo tudi v osnovni šoli. Hvala sodelujočim. Hvala, gospa Marjeta Berlič. Mislim, da je to pravi trenutek, da v bistvu pozovem še ostale, ki bi jih zanimalo, da vam zastavijo kakšno vprašanje.
Za pomoč pri tem bom poprosila tudi Cirila Oberstarja, ki se mu zahvaljujem za ves čas, ki ga je z nami prebil v ozadju in skrbel, da povezava deluje kot je treba. Tako da, če bi kdo od vas, ki nas poslušate, želel zastaviti kakšno vprašanje kateremukoli od mojih sogovornikov, bodisi dr. Jaši Drnovšku, dr. Ireni Šumi ali dr. Oto Lutarju v zvezi z stvarmi, o katerih smo razpravljali, ali pa morda tudi o katerih nismo razpravljali, pa bi bili morali, je to zdaj ta trenutek. Mislim, da tukaj pritisnete na gumb tisti, ki nas spremljate na Zoomu in dvignete roko, virtualno seveda. Tako da še nekaj časa bomo čakali. Če jaz lahko izkoristim ta čas, ko čakamo, in se zahvalim Redki Berlič, ki me ni presenetila s svojim vprašanjem, zaradi tega, ker je to ena najboljših učiteljic zgodovine, ki sem jo kdajkoli srečal na eni izmed mariborskih osnovnih šol, tudi udeleženka izobraževanja dodatnega v Yad Vashemu v Jeruzalemu, in enkrat sem imel priložnost sodelovati v njenem razredu in imel prav težave slediti zelo elaboriranemu poznavanju tematike, ne samo z njene strani, ampak tudi strani teh osnovnošolcev ali devetošolcev, mislim, da so bili osnovnošolci, tako da ja, me veseli, da je bila z nami, oziroma je z nami. Ne vem, če bo še kdo se opogumil, če ne pa naj še enkrat povem, da smo razpravljali o tej knjigi Sonin dnevnik, Bekin alija v zapisih Sonje Boruss iz Berlina 1941 do 1946. Zadnji zapis je že v deželi Izrael, nikjer pa ne omenja, recimo, to je en tak ganljiv podatek, se mi zdi, materine smrti, za katero je takrat že izvedela, ampak ne zapiše tega, kot bi se res bala, da ko bo to zapisala, bo pa res postalo resnično. Knjiga stane 19 €, lahko jo dobite tako, da pišete na naročanje oziroma narocanje@zrc-sazo.si. Domenite se potem lahko tudi za osebni prevzem na vhodu v knjigarno Azil na Novem trgu 2. In če ni drugih vprašanj, bi jaz potem se zahvalila sogovornikom za, kako se reče temu, za to, da ste prišli, za to, da ste se udeležili tega pogovora in za vse dragocene razmisleke.